cenejša še za 300 000 kirurških mask, s tem se bo še nekoliko razbremenil ves pritisk, ki se vrši v zdravstvenem sistemu in je danes zagotovo to neko dodatno olajšanje. Tukaj se vidi, kako velika je Slovenija, da če Slovenija stopi skupaj, potem smo nepremagljivi. To je praktično celoten dobrodelen projekt. Najprej se moram zahvaliti gospodu Čeferinu, ki je urgiral potem podjetju Alibaba, ki je to donacijo naredila, in tudi transportnemu podjetju, ki je tudi ta transport pripravilo brezplačno. Tako da iskreno hvala vsem in skupaj smo. Na kateri številki ste z maskami zdaj in kaj kažejo v prihodnjih dneh? Kakšne so zadnje informacije še z ostalimi dobavami, predvsem tisto nemško, ali so zdaj Nemci že sprostili? Kar se tiče samih dobav in nabav, vas prosim, da se obrnete na ministra Počivalška in njegovo ekipo, ki skrbi za te stvari. Mi pa dnevno dobivamo potrebe od zdravstvenega sistema in tudi dnevno naši logisti razvažajo po celi Sloveniji najnujnejšo opremo. Vsakodnevno dobimo poročilo, koliko robe je prišlo notri in koliko robe je bilo izdano ven. Če štejete včerajšnje številke, to pomeni, da smo na 800 000, ampak ta številka ves čas pada zaradi tega, ker jih delimo najnujnejšim zdravstvenim zavodom. Pred kratkim sem bil v stiku tudi z direktorjem Slovenskih železnic, ki je napovedal dodatno donacijo 100 000 kirurških mask, kar je še en dober signal, še en dober rezultat. Hkrati pa ponovna zahvala tudi gospodarski in obrtni zbornici, ki ste zdaj angažirali svoje člane, da bodo. Gospod minister, včeraj je premier pozval popolnitvi celotne sestave Slovenske vojske. Kaj pravite, je to? Danes bomo preko službe za odnose z javnostmi sporočili eno kontaktno točko, kjer bodo lahko prostovoljci, tisti, ki jih ta stvar zanima, tisti, ki jih služenje domovini zanima, na enem mestu, torej ena telefonska številka in en e-mail naslov, se lahko javili in prijavili in potem bodo nadaljnji postopki sledili. Je pa zelo pomembno 3 zadeve. Prvič, varnostno preverjanje bojo morali ti posamezniki prestati. Drugič, zdravstveni pregled bojo morali prestati. In tretjič, seveda, zdravi morajo biti. Pregledani bodo tudi za koronavirus. In še zadnje, popolna omejitev komuniciranja z novinarji, to nobena evropska država ni uvedla. Tudi danes smo tukaj, ko smo prišli, bili zelo napadeni, kaj počnemo in tako naprej. Je to primerno za evropsko demokratično državo? Se vam zdi, da ne komuniciram. Stopil sem pred vami, z vami komuniciram, z vami se pogovarjam. To, kar je meni do zdaj znano, je samo to, da vladni vlad za komuniciranje želi poskrbeti tudi za zdravje novinarjev, kar pomeni, da bi čim več stvari upravili na način, da bi bilo čim manj novinarjev ogroženih. Skratka, to, kar je bilo doslej predstavljeno, ne bi do vseh izjav, do vsega potrebnega gradiva prišle vse novinarske hiše istočasno. Ampak v praksi to ne bo delovalo tako, odgovarjali bodo samo na vprašanja, ki jih bodo sami izbrali. Naprimer, Ministrstvo za zdravje čakamo že 24 ur na odgovor. Vidite me, jaz sem, kar se tega tiče, odprt in kar me boste vprašali, bom tudi odgovarjal. Ostanite zdravi, predvsem pa pazite nase. Srečno.